Peppa Pujsa naj ne bi vedela, da obstajamo, vendar je oddaja skozi leta to pravilo prekršila večkrat, kot bi pričakovali. Liki gledajo naravnost v kamero. Pripovedovalca glasno omenijo. Danes bomo pregledali najboljše primere rušenja četrte stene v seriji Peppa Pujsa. Začnimo z najbolj nor prelom četrte stene v celotni seriji. V epizodi v igralnici, po celotni epizodi, kjer zmagujejo v vsaki igri in zbirajo ogromno žetonov, Peppa in njena družina pristopijo k pultu z nagradami in pričakujejo nekaj neverjetnega. Gospodična Zajklja izroči glavno nagrado. Svinčnik. Ne pokal, ne velika plišasta igrača. En navaden svinčnik po celem popoldnevu truda. Pripovedovalec poskuša to prikazati v pozitivni luči in vztraja, da Peppa resnično obožuje svoj novi svinčnik. A takoj potem, ko ga prejme, Peppa pogleda naravnost v kamero z izrazom, ki pove vse, česar besede ne morejo. Ni ji treba ničesar reči. Samo pogled pove celotnemu občinstvu, da so nagradni sistemi v arkadnih igrah prevara. In pravkar smo gledali, kako se je 4-letnica tega naučila v živo, pred kamero. A najbolj nor prelom četrte stene v celotni oddaji se zgodi v epizodi Obisk kina. Družina se usede v kino, pripovedovalec pa začne pripovedovati kot vedno. Le da tokrat, še preden lahko dokonča stavek, se celotna dvorana obrne in ga utiša. Danes. Vsak lik. Naenkrat pripovedovalec dejansko preneha govoriti. Za trenutek celotna zasedba skupaj prizna, da pripovedovalec obstaja, da je v sobi z njimi in da so ga naveličani poslušati med filmom. To ni le pomežik. To je četrta stena, ki jo množica popolnoma poruši. Zdaj pa se vrnimo k prvi epizodi Peppa Pujsa, Blatne luže. Med uvodom Peppa pogleda naravnost proti nam. Kasneje v epizodi pa skoči v lužo in oznani: Obožujem blatne luže. Medtem ko gleda naravnost v kamero. Obožujem blatne luže. Že od samega začetka nas je oddaja obravnavala, kot da smo v sobi z njo. Ne kot nevidno občinstvo, ki gleda od nekje daleč. Tišja različica tega je tudi v papirnatih igrah. Ko gospa Gazela pohvali papirnato drevo Mole Moli, je to nekaj najčudovitejšega, kar je kdaj videla. Edmund Slon je očitno neprepričan. Pogleda naravnost v kamero, skoraj kot bi preverjal, ali smo slišali isto kot on. Pres, bravo, Molly. In kasneje, ko gospa Gazela mimogrede reče: Da za animacijo potrebuješ potrpežljivost. Zdi se manj kot replika za otroke in bolj kot da se oddaja tiho razlaga kar nam. V epizodi Zlati škornji gre Peppa še dlje. Pravzaprav na glas izreče naslov epizode, kot da bi predstavljala svojo lastno oddajo. Zlata rožnata vrhunska. No, tehnično gledano je to res njena oddaja. Kasneje v epizodi se Venda Volk obrne proti kameri in reče: Prav tako kot Pepelka. Govori neposredno občinstvu namesto drugim likom. In na koncu postane škropljenje po blatnih lužah tako divje, da blato dejansko poškropi po zaslonu. Kaos je segel naravnost skozi televizijo. Ta isti trik se ponovno pojavi na blatnem festivalu. Tla so se po dneh dežja spremenila v ogromno blatno lužo in ko skoči očka Pujs, pljusk prekrije celoten zaslon. Oddaja se z nami ne pogovarja več samo, ampak obravnava zaslon kot del sveta. Stvari postanejo resnično nenavadne v epizodi Televizijska dežela. Suzy ovčka prižge svoj televizor in oddaja, ki se predvaja, je Peppa, ki se predstavi točno tako, kot se na začetku vsake prave epizode. Kar pomeni, da v Peppinem lastnem svetu obstaja televizijska oddaja z naslovom Pujsa Peppa, ki ima popolnoma enak uvod, kot ga vidimo v pravi seriji. Oddaja je v bistvu ustvarila svoje ogledalo znotraj sebe. Podobno se zgodi v epizodi Očetova filmska kamera. Očka Pujs snema družino s kamero in v zadnjem prizoru Peppa nenadoma preklopi v vlogo voditeljice in ponovno predstavi Jurčka, mamo Pujs in sebe, skoraj dobesedno tako kot v uvodu prave oddaje. To je moj prisrčni mlajši brat Jurček. Za trenutek Peppa ni le lik v risanki Peppa Pujs, ampak je voditeljica oddaje Pujsa Peppa znotraj oddaje Pujsa Peppa. Na zabavi superjunakov se gospa Zajklja spopada s kaosom na zabavi, ko pogleda proti kameri in reče: Dokler ni nobeno okno odprto, kot da nas neposredno opozarja. Tudi pripovedovalec je vključen v to. V epizodi Skalnate luže, potem ko Peppa potoži, da ni peska, pripovedovalec reče: Peppa in Juri obožujeta izdelovanje peščenih gradov. In oba otroka takoj pogledata proti kameri, kot da sta pravkar slišala, da nekdo govori nad njunimi glavami in želita preveriti, ali smo to slišali tudi mi. V divjem cvetličnem gozdu pripovedovalec navrže na ključno dejstvo. Latinščina je jezik iz davnih časov.
In Edward slon prikimava, kot da se neposredno odziva na pripovedovalca, kar pomeni, da pripovedovalec ni le zvok v ozadju. Prisoten je dovolj v svetu, da lahko liki dejansko reagirajo nanj. Očka Prašič dobi svoj trenutek na zabavnem teku. Potem, ko je pred dirko pojedel preveč špagetov, pogleda naravnost v kamero in prizna: Mislim, da ne bi smel pojesti toliko špagetov. To je v bistvu opravičilo občinstvu v živo. In v veliki napovedi, potem ko razkrijejo, da je mami pujs noseča, Pepa začne postavljati nevarna nadaljna vprašanja o tem, kako je dojenček prišel tja noter. Očka pujs pogleda naravnost v zaslon, popolnoma nemočen, brez besed prosi občinstvo, naj ga reši tega pogovora. Posebna epizoda Nauči se abecedo je polna takšnih trenutkov. Med delom na črko F, Pepa poje: Jaz sem majhna žabica. Medtem ko gleda naravnost v kamero, kot da nastopa samo za nas. Ko pridejo do črke M, cela družina skače po blatnih lužah, medtem ko gleda v kamero, kot da preverja, ali odobravamo njihove življenjske odločitve. Ista žabja pesem se ponovno pojavi v Žabah, črvih in metuljih. In do konca epizode Pepa popolnoma preneha govoriti s svojimi prijatelji in neposredno pove občinstvu, kateri ji je najbolj všeč. Ampak žabe so mi najbolj všeč. V mehki igri Očka Prašič pogleda v kamero, preden vstopi v igralnico in reče: Grem noter in se bom zataknil. Na glas nam napoveduje svojo prihodnost in potem se zgodi točno tako, kot je rekel. Na rojstni dan Očka Pujsa, potem ko cela družina skoči v blatno lužo kot rojstnodnevno presenečenje, se Očka Pujs na koncu obrne proti kameri in reče: To je moj najboljši rojstni dan doslej. Ne govori s Pepo ali mamo Pujs. Govori nam, kot da želi prav nam povedati, kako srečen je bil. Edmund slon dobi svoj trenutek pri vetrnicah. Potem, ko pravilno razloži, kako vetrnica proizvaja elektriko, ga pripovedovalec označi za malega brihtneža. Edmund slon je pravi brihtnež. In kot naročeno, se Edmund nasmehne naravnost v kamero, kot da je celo svoje genialno malčkovo življenje čakal, da ga nekdo uradno prizna. Tudi domišljija ni varna pred tem. V epizodi o časovni kapsuli si Pepa predstavlja prihodnost, kjer ona in njeni prijatelji živijo na Luni. Dani pes si predstavlja, da leti z vesoljsko raketo. In medtem ko to počne, se obrne in naravnost v kamero reče: In jaz bom letel z vesoljsko raketo. Prebil je četrto steno, medtem ko je bil v svoji domišljiji, kar postavlja vprašanje: ali Dani ve, da obstajamo, celo v njegovih sanjarjenjih? George dobi prisrčen trenutek v epizodi pri zobozdravniku. Potem, ko mu dr. Slon potrdi, da ima zdrave zobe, pripovedovalec pove, da je George zelo ponosen, da ima čiste zobe. George je zelo ponosen, da ima čiste zobe. In George se takoj obrne proti kameri in pokaže svoje zobe, kot da je v reklami za zobno pasto. Gospodična zajčica dobi najbolj kaotičen trenutek. Med pevskim tekmovanjem izvede celoten rap o vseh službah, ki jih je kdaj imela, in našteje stvari, kot so gasilka, potapljačica in knjižničarka, ter celo spomni se, da je nekoč prejela medaljo od kraljice. Vse skupaj zaključi tako, da dobesedno reče bum in spusti mikrofon. A pravi rušenje četrte stene je v tem, kam ves čas gleda. Ne gleda sodnikov, ne kogarkoli drugega v prizoru, gleda nas. Kot da je 8 sezon čakala, medtem ko je opravljala 50 različnih služb, da bi jo končno kdo vprašal o njeni delovni etiki. In zdaj, ko ima oder, poskrbi, da to zagotovo vidimo. Tako, to je to. Pepa Pujsek že od prve epizode tiho podira četrto steno in s tem nikoli ni prenehala. Kateri trenutek vas je najbolj presenetil? Sporočite nam v komentarjih. In kot vedno, se vidimo v naslednjem videu.